Danes boste izvedeli, zakaj je mesec marec leta 2023 najbolj pomemben po letu 1777. Nepozaben in zgodovinski astrološki dogodek se bo zgodil v tem mesecu. Hkrati boste izvedeli tudi, katera znamenja boste prišla najbolj čez in predvsem tudi, kateri so tisti datumi, ki lahko ujamemo dobro numerološko vibracijo, seveda sebi v prid. In mesec marec je mesec zelene ženske. Zdaj je čas, da stopimo na pot razsvetljenja in ne boste verjeli, na stop razsvetljenja stopimo takrat, ker razstrupimo tudi svoja jetra. Naša jetra predstavljajo grenkobo našega življenja in zdaj so pripravljena, da spustijo to grenkobo stran, tako da je čas čiščenja zelene barve, pitja ekozelenja, formule za jetra in črevesje in vsega ostalega. In ravno zaradi tega imamo za vas v tem mesecu pripravljeno tudi darilo in sicer predavanje, spletni webinar v znesku 85 € dobite kot darilo gratis, brezplačno v tem mesecu. Link, torej povezavo, dobite ob nakupu preko spletne trgovine klepetobkavi.si. Pa vam še vmes povem kakšno drugo malenkost tega zelenega meseca, ki ni zelen od zavisti, ampak je zelen na drugačen način. V moji družbi pa Tanja Glažar, področje Feng Shuija, numerologinja Lili Sorum in pa naš Jimmy, psihoterapija in pa astrologija. Pa zvedla sem še, da tudi pri Katie Byron, da si bil na izobraževanju, pa en kup enih takih drugačnih zadev. Vedno znova me preseneča. Evo, vidiš. To je to, ne? To je to. To je to. Ti dvojček je tehnica, vedno presenečenje. A ne da? Tanja, povej, katera znamenja bodo uživala v tem mesecu marcu. Nasploh rečemo vse ženske, ampak katerim je letošnja kombinacija energij še posebej namenjena? Ja, kar se tiče recimo rojeni v znaku podgane in pa opice, imajo v mesecu marcu zaščitnika, v mesecu zajčka. Drugače imamo tudi recimo konji, bodo zelo lahko živahni. Razgetali. Ja. Na splošno je marec so ene take prijazne, mehke energije v elementu yin lesa. To je nekaj travca, rožica, nekaj mehkega, podvojen les. Res pa je, da je marec zelo dober pokazatelj, kakšno leto je pred nami. Kajti marec je mesec zajca in mi se nahajamo v letu zajca. In vse to, bodimo pozorni, kaj je to, kar nas spodbuja in kaj je to, kar nas tudi čustveno recimo meče iz balansa. Sam zdaj mi nek pritisk delaš. Se pravi, tako kot bo marec bo cel let? Ne, marec je študijski mesec. Okay. Se pravi, in če mi marca imamo določena prepoznanja, če dobro spremljamo energije, bomo vedeli, kako, čemu se izogniti v letu zajca in kje pritisniti na tisto akupunkturno točko, da bomo šli z valom rasti elementa lesa. Ok, ker drugače smisel grem za cel marc na dopust in cel let bo dopust. Ja, super. Mislim, tako bom rekla, če ti to uspe, grem s tabo. Rezerviramo Havaje, a ne? Ne, nič drugega. Veš kaj, ko razmišljate o Havajih, dajte eno cenejšo opcijo, bližjo opcijo, pa vendarle si boste podaljšali poletje. Prijave za Egipt so odprte. V oktobra gremo namreč v Egipt, tam bo 13 stopinj v Sloveniji v Egiptu, no tam bo pa 27, skoraj 30, pa voda taka, da lahko živiš v njej. Tako da, evo, duhovne počitnice v Egiptu so odprte, prijave so odprte, v isti hotel gremo, ker na plaži stopiš 3 korake, vidiš ribice take, da, mislim, okrog tebe plavajo dobesedno. Prav, kaj lahko človek vse doživi na tem planetu? To je noro. No, poleti, oziroma začetek poletja gremo pa na Sardinijo, tako da tudi krasna destinacija, poglejte si program, ki je objavljen na klepetobkavi.si. Če pa rabite malo več ekstrema, potem pa pridite z nami v Sibirijo in sicer na 2 različna programa. Lili, trojkica, trojka je te všeč, trojka ti je fajn, sveta trojica, trojstvo, ta trojka je bila od nekdaj, ne? Posebna, res je.
Trojka simbolizira srečo, kreativnost, notranjega otroka, naše otroške sanje, vse tisto, zaradi česar smo veseli, smo radostni, skačemo od veselja. Sicer pa na nas pravzaprav vpliva število 1, ki zelo podobno opisuje, ne? Pričenjamo pravzaprav novo leto in to, kar pričenjamo meseca marca, potem nadaljujemo do konca leta. Tako da stopati na nove, nepoznane poti, biti kreativni, biti izvirni, biti radovedni, tako kot otrok. 3 leta star otrok bo vse poskusil. Sploh, če se mu nekaj prepove, bo to poskusil. Tako da iti čez svoje meje, čez svojo cono obdobja in raziskovati. 8. marec bo fajn datum? Fajn datum za odločitve. 8. marec je zelo dober datum, da se odločimo in se postavimo za tem, kar si želimo in za svojimi izbirami. 25. marec? 22. po moje. A ni 25. materinski dan? Ja, materinski dan pa je. Pri nas, ja. 25. marec? Je potem znova 8. Je znova seštevek je 8, se pravi tudi močna energija, odločna energija, prinaša pa energijo spremembe. Spremembe v komunikaciji, spremembe v odnosu, ki ga mi kažemo drugim. No, jaz bom mamice spodbujala, da grejo nekam same, brez otroka, brez partnerja, sam zase, za svojo dušo. Ker sem videla januarja, ko sem šla na Ciper, veliko žensk je rekel, a veš, da sem me spodbudila, a veš, da res grem, nekaj sam zase in brez kakršne koli slabe vesti. To je pomembno, ja, brez slabe vesti. Ne, da nekaj narediš zase, pa si pa uničiš celotno izkušnjo s tem, da ti imaš občutke krivde. Super. Evo, zdaj pa, dragi gledalci in gledalke, pisala v roke, zdaj pa resno, brez heca, kaj ste počeli leta 1777. Prav natančneje je bil to datum 5. april. No, skratka, 23. marec se bo zgodil zgodovinski astrološki dogodek, torej po letu 1777. Jimmy, zakaj gre? Ogromne spremembe na energetskem nivoju, osebnem nivoju, še posebej na družbenem nivoju. Omenjala si zelo pomembne letnice oziroma letnico. Takrat so se dogajale velike družbene spremembe. Ameriška revolucija, francoska revolucija. Skratka, velik preobrat v družbah. Zakaj? Pada z prihodom Plutona, pritlikavega planeta zelo močnega vpliva v znamenje vodnarja. In vedno, ko Pluton pride v vodnarja, prihajajo ogromne spremembe. Še prej nazaj, če gremo 1500 let pred novim štetjem, takrat se je zgodil Egipt. Prej si omenila, da greste v Egipt. Pred 1500 let pred novim štetjem se je zgodil tudi ta prehod Plutona v vodnarja in takrat je propadel stari Egipt in so se vse civilizacije na en način rekonstruirale. Prišlo je do velike krize, ampak tudi do novega preobrata. Skratka, zakaj je to zelo pomembno? Tukaj moramo dati še en poudarek. Pluton bo v vodnarju samo do junija, potem bo majčkeno malo šel nazaj, naprej in končno se bo ustalil 24. konec naslednjega leta in 20 oziroma 19 let bomo deležni velikih sprememb na družbenem nivoju, pa tudi na osebnem, normalno. Zakaj je še on pomemben? Spomnim se 3 leta nazaj, 2020, tukaj smo imeli prezentacijo, grafično prezentacijo, ko je Jupiter in Saturn sta bila v konjunkciji v vodnarju. Takrat smo napovedali, da je to začetek nove dobe, velikih sprememb. Tisto, kar sta Jupiter in Saturn obznanila, začela, zdaj bo Pluton tukaj počistil, razrušil, transformiral vse, kar je potrebno, da bi prišli v novo dobo. Ali nas čakajo izzive? Ja. Ali bo zelo turbulentno? Zdaj tukaj beseda turbulentno res se usede v polni svoji meri. Pluton, vsi astrologi so napovedovali ta dogodek in z veseljem lahko pričakujemo, kaj se bo vse spremenilo v naši družbi. Pluton je do zdaj bil v Kozorogu. Vladne strukture, vse, kar je povezano z ekonomijo. Imeli smo dir and die, Zdaj prihaja v futurističnega vodnarja. Ogromno se bo zgodilo na področju znanosti. Velik napredek na znanosti, velik napredek v družbenih medijih,
ampak tudi veliko struktur družbenih odnosov se bo spremenilo. Kaj, tudi v smislu digitalnega denarja in podobno? Vse gre v to smer, ne. Pluton je vedno povezan z močjo, ne. Tukaj bomo na razkršču, ne, na prelomnici, ali bomo bili pod tiranstvom čipiziranja, ali pa bomo šli v novo, bolj progresivno znanost, ki bo povezana z človekom, ne. Vodnar je povezan z humanizmom in to, ne. Na nas je zdaj, da se pravilno odločimo, ne, ker trend je, Pluton vedno hoče imeti oblast, ne. In zdaj, če stare strukture imajo to oblast, lahko je velik problem. In tukaj bo clash med starimi vzorci in novimi vzorci. Ampak, ker Pluton prihaja, on stare vzorce definitivno ruši. V bistvu, to je dobra novica. Ali bo prijetno? Ne. Ali bo stresno? Ja. Ali bo super? Ja. Fajn. Na individualnem nivoju ali pa na kolektivnem nivoju. Vse je zdaj povezano. Transformacija na celi črti. A vidiš ti tudi kaj tazga, ko gledaš Feng Shui? Ja, prav tako. Marec je mesec Zajca. In to je v bistvu pokazatelj, kakšno bo naslednje leto. Element lesa je vedno element transformacije v naravi. Se pravi, nekaj na novo začne rasti, na novo se dogaja. Zraven vsega mesec Zajca imamo veliki vojvoda Jupiter na letnem nivoju, pa še pod vzhodno področje, Zajci vzhodno področje, se pravi, tukaj so potovati v to smer, delovati na tem področju, kakorkoli smo vedno v trku energij. In kadar smo v trku energij, ali nas sesuje, ali gremo čez. Odvisno je od naše odločitve. In tudi, če smo mi naravnani na to, da nas sesuje, nas bo, definitivno, bo stresno. Če smo pa mi naravnani, da želimo nekaj spremeniti, pa izkoristimo ta mesec v novo rast. Definitivno, to je marec. Tako malo resne energije za referat. A ne, da je čutiš? Prav tako je bilo let's get real, things are getting real. Bolj boljš, ampak. Zajček je sicer zelo poskočen, zelo romantičen. Podgane ne smejo preveč skakati, njihovo zdravje je bolj obremenjeno. Ampak resno moramo vzeti, ne? Stvari je treba vzeti resno. Zakaj bi drugače mi tukaj debatirali o tem, kot da delimo neka znanja, ki jih nismo mi iznašli, ampak jih podelimo med druge, ki so bila že dosti let prej in tisočletji znana. In tega, če se držimo naravnih zakonov, preživimo. Ok, se tudi ti praviš, Lili, mesec napredka. Kako ti... Jaz sem za celo leto rekla, sprememba globalne kolektivne zavesti. Celo leto. Se pravi, lahko pričakujemo, da bojo res neke osnovne zadeve, neke osnovne platforme, da se bojo spremenile. Absolutno. Na boljš. Jaz sem tudi za letošnje leto rekla, da je primerljivo z časom odprave sužnje lastništva, se pravi vseh teh nekih zastarelih vzorcev, ki so okovi, ki so oklepi, ki so negativni, ki omejujejo, ki so zastareli. Se pravi, na področju posameznika, to so naši miselni vzorci. Kaj verjamemo, da je nedosegljivo, zakaj menimo, da smo nesposobni in tako naprej. Se pravi, ogromno lahko naredimo na sebi, če ta potencial izkoristimo. Čuti se, kakor da je možnost za kvantni skok naprej ali pa fajn brezno. Res je. Evo, izberite obilje, vibracijo obilja tistega, kar pravzaprav že ste. Temu je namenjen tudi manifestacijski vikend. Mečken odklop, gremo stran, skupaj se bomo družili cel vikend. Gremo stran, tole bo 24. do 26. marca torej. Gremo stran, naredimo ta premik in gremo pogledati vsa različna področja. No, ena zadeva v programu Vikenda manifestacije je tudi psihična samoobramba. Kako ostati ti tudi takrat, ko imaš okrog sebe ljudi, ki pritiskajo na tvoje gumbe, ti grejo na živce oziroma se dogajajo stvari, za katere jih sam označiš kot neprimerne, neprijetne, neugodne in tako naprej. Vikend manifestacije vsega,
vsega, torej vseh področjev, samega sebe, zaradi tega, ker vemo, ne, v ravnovesju pa fajn nam je takrat, ko so stvari zbalansirane. Fajn velik denarja, pa nič dobrih odnosov nam ni fajn, obratno tudi ne pridejo zapleti taki in drugačni. Hočemo nekje neko mirno, lagodno življenje, vse tisto, kar je pomembno, je mirno, stabilno in evo temu bo namenjen tudi vikend. Manifestacije v temu mesecu zelene ženske. Ne vem, zakaj še ne pijemo eko zelenje, ampak še bomo, brez problema, še bomo. Jimmy, je še kakšna druga taka zadeva? Kaj bi ti zdaj počel na ta dan? Ali bi se malo odklopili, pa malo zmeditirali, ali poštudirali, na kaj bi nam svetoval? Je še en dogodek, ki ga je vredno omeniti, pravzaprav še bolj pomemben za ta mesec oziroma za ta leto, to je prihod Saturna v Ribo. Ribe, duhovnost, ustvarjalnost, mističnost, Saturn, planet odgovornosti, strukture. Ne? Ko to vse skupaj povežemo, idealen mesec oziroma obdobje 3 letih, kjer lahko svojo duhovnost damo v prakso, da kristaliziramo, da očistimo, da prevzamemo odgovornost glede duhovnosti. Zaradi tega je to idealen mesec za manifestiranje, to, kar si že prej omenjala, ampak da bolj resno, bolj strukturirano, bolj odgovorno se povežemo z duhovnostjo. Idealen mesec, da začnemo svojo resnično duhovno prakso. To je namenjen ta vhod. Ne? So še veliko drugih manifestacij tega, ampak bi še izpostavil takoj 2. marec. Ne? Idealen datum za ljubezen. To je najbolj prijeten, mogoče najlepši dan v celem letu glede ljubezni, prijaznosti, dobrosrčnosti. Se pravi, dan za dobrodelnost. Dan za dobrodelnost, dan, da plešeš salso, dan, da si v objemu svojega najdražjega. Ne? Eto. Super. No, pa smo na lepo noto. Kako lepo. No, tretji se nas pa sreča drži, tako da sam nadaljujemo v naslednji dan, biti kreativni, oddajati želje v vesolje, ampak tiste, ki smo si jih res želeli kot otroček. Poni? Kjer dan? Tretji. Tretji. Čakaj, a ni tlele bil en drug datum? Ja, kasneje tudi še eden tak pomemben. Aha. Ampak je tretji ta prvi. Ok, tretji pa 22.3. Izpolnite si željo iz otroških dni. Tretji jo oddamo v vesolje, 22.3. si jo pa sami izpolnimo. Si jo pa sami izpolnimo. Super. In Tanja, kaj bo to? Ja, pripravimo se. Tukaj imamo solstici, energijsko čiščenje, ker čistimo prostor, čistimo tudi sebe, pripravimo svoje telo na pomlad. Jaz mislim, da mi boš povedala, kaj je tvoja otroška želja. Ampak v redu. Moja otroška želja je, da se ne razburjam, da imam spravi umirjena jedra. In to je ta zvok. Tako, ja. Vse to lahko naredimo zase. Moja otroška želja je jahanje. Jahanje? Ja. No, vidiš. Ja. Daj vas zmeniti, pa greva na eno ježo. Kot najstnik sem že jahala, zdaj ne več, ampak meni je to povezava z naravo. Ja, vse je res super. Meni isto. Tako da jaz sem tudi ne v maneži, ne? Jaz sem tudi na konja, ne? Ja. Evo, krasno. Torej še enkrat poudarjam, cel mesec marec ženska v svoji moči dobite brezplačno spletno predavanje v višini 85 €. Tole je bilo posneto z veliko ljubezni in za pomembnimi sporočili za vse ženske. Tako da tudi, če ste moški, boste pa kakšni ženski poslali, pa bo tudi v redu. Sicer pa v tem mesecu imamo kar nekaj zanimivih zadev. Že definitivno pogledajte tudi priročnik. Kako je že pomlad polna zdravja. Zdaj je torej čas za vse te detokse in zato imamo en kup enih takih paketov, zato da vam je lažje, da vidite, kaj morate narediti na kakšen način. Sicer pa zelena barva naj vam bo
naj vam bo vodilo vsega skupaj. Tanja, kaj bomo po bajti predstavljali? Marsikaj. Če bi radi bili uspešni na področju akademskih dosežkov, se pravi, kakšen izpit naredili, napisali kakšno knjigo, se izražali z risanjem, slikanjem, glasbo, potem bomo jugozahod aktivirali. Super. In sicer z elementom rastline. Okay. A pozor, če smo šibki v odnosih in vemo, da marec je roža romanc, potem se bomo temu izognili in bomo raje podprli jugozahod z elementom ognja. Spravi, s kakšno svečko, kakšnim rdečim dogodkom ali pa takim močnim pinki bomo opremili ta naš jugozahod. Krasno. In lepo poslušajte Tanjo, ker sem jaz šla na razen enkrat z nekom in rekla, to je pa zato, ker si unga petelina tja postavila. Malo za šalo, malo za res. Imejmo se radi v tem mesecu marcu, naredimo kaj zase, ne povem, tudi Jimmy ima eno krasno delavnico, poglejte si ta program na klepetobkavi.si, kjer torej vas čakajo različna darila in pa predvsem smo vam na voljo, da podprete svoja jetra. Pravijo, da kadar ščistiš svoja jetra, postaneš bolj miren in to je pot k razsvetljenju, ne možgani, ampak jetra, da spustimo vso to grenkobo življenja. Na klepetobkavi.si se tipkamo, se slišimo, se beremo.